Joj, ta hrček v glavi, ki skozi ima nekaj zapovedati, pa skozi nekaj analizira, pa skozi laufa polno svojemu biciklu. A ga imate vi tudi? Smo ugotovili namreč, v Razturi 2026, ki je bil v Narodnem domu v Mariboru 10.1. in smo se imeli ful dobro in smo se od srca nasmejali, da pravzaprav večinoma imamo tega hrčka vsi. Tako da bi jaz to delila zdaj še z vami. Če si tega hrčka zdaj v živo predstavljate, in jaz zdaj govorim o overthinkanju, o tem, da ne moramo nehati analizirati, študirati. Ena gospa je bila tako lušna in rekla, jaz ne morem, sam študiram in tuhtam in se mi misli vrtijo v glavi in potem spati ne morem in celo noč o tem razmišljam in verjamem, da se nam to vsak kdaj zgodi. Se pravi, da nas nekaj tako zelo okupira, da ta nas notranji, karkoli že je, ne moramo izklopiti. Dajmo temu reči, da je hrček, da je na tistem kolesu, ki ga vidimo v Mr. Petu, pa tako naprej, in se vrti, in se vrti, in se vrti, in ne da mir, in ne neha, in vedno nekaj novega zaglodati dobi. Dajte mu no že enkrat mir! Dragi moji, ta vaš hrček, tudi moj hrček, je zmatran, poln kufer nas ima. Jaz verjamem, da vsi ti naši hrčki bi bili toliko veseli, če bi 2026 oziroma kadarkoli jih enostavno poslali na počitnice, poslali nekam v toplice, poslali nekam, da se imajo fajn, da se spočijejo. In smo se smejali in sem si jaz v živo predstavljala hrčke, ki protestirajo za svoje pravice k počitku. Jaz vam povem, da vam bodo hvaležni. In kako se tega lotiti? Včasih pomaga že to, da jim damo nekaj dolgočasnega zaglodati. Se pravi, da ne premlevamo ente isto, tisto, kar nas najbolj skrbi, tisto, kar je najboljš zaglodati, se pravi, ne tistega korenčka, ki ga ima hrček rad, ampak dajte ga začeti futrati s kakšnimi takimi stvarmi, ki jih ne mara. Se pravi, informacije, ki mu niso zanimive. Kaj pa bi se zgodilo, če bi, ne vem, ko vidite, da padete v to noter, začeli brati eno knjigo, ki vas je zelo pritegnila. A veste, finta je, da se je treba zaposliti. To vsi vemo, se teorijo vsi vemo, se jaz vem. Ampak problem je, ne, da mi se že gremo zaposliti, in ta nas hrček še zmeri dela. Jaz grem lahko posodo pomivati, stanovanje pospravljati, telovaditi, brez problema. Razmišljam pa še zmeri lahko ente isto. Še zmeri lahko ponavljam ente iste skrbi v svoji glavi. Bistvo je, da naš zaposlimo z nečim drugim. Pojmo se učiti kitajščine, pojmo se učiti nečesa, kar je kompleksno in kar naš nekako ugasne ali pa usmeri nekam drugam. Če si tega hrčka predstavljamo kot 3 leta starega otroka, kako delamo z otročki, kadar so preutrujeni, kadar padejo po tleh pa si potolčejo kolena. Rečemo, a si zajčka ujel? Pokaži mi šel ti je zajček. Kaj če bi podobno storili s seboj? Vi se meni zdaj lahko smejete, sam jaz vam povem, da to včasih celo deluje. In s tem hočem povedati, da ne, ni čarobne formule, ki bi 100% v vsaki situaciji delovala tako, da bi ta naš notranji dvogovor, ta naš overthinking hrček dal mir. Je ni. So pa določeni prijemi, določene tehnike, določeni odzivi, katere se lahko naučimo in nam lahko pri tem pomagajo. Se pravi, da ga malo nevtraliziramo. Včasih nam bo uspel, včasih nam ne bo. Ampak nekaj vam pa garantiram, če ne boste poskusili, prav gotovo ne. Se pravi, dajte se mogoče navaditi zvečer, namesto da takoj začnete študirati še to, pa še ono, pa še tretje gre lahko narobe. Aktivno ga prehitite, se pravi, knjigo v roke, nekaj takega, kar vam bo dalo misliti, mogoče kakšen film, to je lahko zgodovinski film, to je lahko kakšen film, ki je zelo navdihujoč. Glejte, zvečer običajno gledamo filme pred televizijo, je tako, ali beremo knjige, ali mogoče nekaj spremljamo na socialnih omrežjih, mogoče gledamo kaj na YouTubu. Izberite vsebine, ki so izrazito navdihujoče, se pravi, tudi če je to neka težka zgodba, nekoga, ki je premagal nemogoče okoliščine v življenju, se vas bo morda dotaknilo, boste morda potočili solzico, ampak po drugi strani vas bo pa tudi motiviralo, če lahko nekdo brez nog, brez rok, v taki in taki situaciji premaga svoje izzive, doseže nekaj v življenju, verjame vase, ja, krščen matiček boste pa še vi. Se pravi, prehitite tega hrčka še preden zvečer svojo moč dobi. In jaz vam povem, ti hrčki bodo veseli, da bo imeli malo miru. In vam povem, se bo to s to gospo semeniva in je imela takle izraz na obrazu.
Čeprav rekla je ja, ampak izraz na njenem obrazu je govoril ne. Sem rekla: "Lili, ti ne poznaš mojih hrčkov." Sem rekla: "Ja, vidim, vaši hrčki imajo rodovnik, se pravi, so taki posebni kot Schwarzenegger, nakvihtani." In vsi imamo kakšnega takega hrčka, ki je strašno mišičast, ki ima ful hudo kondicijo, ki se ne vda, ki ga prav malo briga, kako bi zdaj mi njegovo pozornost preusmerili. Okej, za tiste težko kategorne, z odlikovanjem hrčke, mogoče ta tehnika ne bo delovala. Mogoče pa bo. Včasih je potrebno preprosto poskusiti. In druga stvar, ko govorimo o overthinkanju, dajmo to uporabiti vendarle v konstruktivni smeri. Saj, pravzaprav s tem overthinkanjem ni nič narobe. V numerologiji to povezujemo s številom 7, ki je včasih zelo natančna, ki je včasih zelo vicajzlasto število, ki bo našlo, jaz vam garantiram, ljudje, ki imajo močno sedmico v svojih izračunih, bodo našli šivanko sredi sena. Ma ne šivanko, šivanka se sveta, veste, to ni tako težko najti. Našli bodo dlako moje čudovite mucke čekite, sredi sena zakopano, če je treba, v temi, ker ne paše tja. Število 7 pravzaprav nekako kar začuti laž, neharmonijo, ne prenese fake ljudi, zato ker nekaj tle ne štima, nekaj ni to tako, ker ne paše tja. In overthinkanje v resnici ne paše sem. In overthinkanje ni namenjeno temu, da še ziljonkrat zdaj razmišljamo o vsem temu, kar nas skrbi. Ali so to položnice, ali je to naš partner, ali je to nekdo, ki mogoče sploh ne ve, da mi obstajamo, ampak nam gre strašno na živce in se ful ukvarjamo z življenjem te osebe. Overthinkanje, ta sposobnost analiziranja, ta sposobnost, da kar malo, pa si vi mene poznate, jaz imam včasih kakšne hecne izraze, kot kar malo psihiramo okoli nečesa, ne moramo nehati ponavljati, razglabljati, analizirati, na drobne delce stvari razstavljati, ima nek namen. In ta namen je dvig kvalitete našega življenja. In če zdaj overthinkanje povežemo z manifestacijo, kaj dobimo? Kvaliteten pogovor s ChatGPT-jem. Ker pravzaprav se mi zdi tudi to še ena taka posrečena primerjava. ChatGPT, če mu vi natančno ne poveste, kaj hočete od njega, vam povem tudi iz lastnih izkušenj, včasih, ko ga prosim, da mi naredi kakšno lepo slikco za vas, si mislim, stari, pa ti mene za nalašč narobe razumeš. Kaj ti, ko pol napišem, pomagaj mi oblikovati prompt, tako da bo prav, ga napiše specialno. Napiše ga tako, da so 4 sedmice z njemu sedele, se pravi, ljuba duša, no, ljuba AI, me razumeš, ampak še vedno se omejuješ točno na te besede, ki sem jih jaz napisala. In kaj drugega je vesolje? Kaj drugega je proces manifestacije kot točno to? Če bomo mi šlampasti v svojem opisu, bomo dobili šlampaste rezultate. In tukaj je overthinkanje the best. Če pa kje rabimo overthinkanje, je pa takrat, ko gremo razmišljati o tem, ne vem, želim si hišo. In je treba razmisliti o vsem, od vodovoda, elektrike, strehe, fasade, izolacije, ni da ni. Ne samo to, da bomo imeli noter rožice, pa take zavese, pa naslonjač. Overthinkanje je tista čudovita zadeva, v kateri predhodno, predčasno, preden se nekaj pokvari, predvidimo in ustrezno ravnamo. In ni namenjeno temu, da še milijontič študiramo, kaj, kje, kdo, kako, zakaj, brez nekega konstruktivnega cilja. Se pravi, tega hrčka, če ne da mir, ga dajte disciplinirati, dajte ga prepisati v nek drug tečaj, se pravi, ne več to, položnice, me mož vara, a je bilo to, kaj je on hotel povedati, zakaj je kdo rekel, ni rekel, kaj sem naredila, nisem naredila, kako sem naredila, kaj bi lahko naredila in tako naprej. Dajmo to reči, da je to nek poseben izobraževalni sistem in da naš hrček to že zna, da to že obvlada in da mu je zdaj že dolgčas pri tem in da bi bilo fajn, če bi imel malo višje izobrazbe in bi ga nekako samo preusmerili, prepisali na drug program, ki je manifestacija. Se pravi, kako ste lahko čim večji picajzel tam, kjer je to pomembno, da ste. Kako lahko čim bolj natančno, precizno, dobro razmišljeno, dobro pripravljeno,
Manifestacijo ustvarite ravno s pomočjo overthinkanja. In če primerjamo zdaj vesolje, naš proces manifestiranja, naš vision board, kakorkoli se že lotevamo tega, da si postavimo cilje in jih nekako dosegamo, pa je čisto vseeno, ali smo športnik, ali smo podjetnik, ali smo mama, ni važno, kdo smo, vsak izmed nas si postavlja cilje, če tudi to pomeni samo, da pride v službo in nazaj in potem da noge na kavč in gleda telenovelo, ni važno. Tudi če je cilj preprost, še vedno si ga postavimo in se ga nekako lotevamo. Ta overthinkanje, ta hrček naj bo usmerjen v to. Kako lahko pridemo v službo na optimalen način? Se pravi, to vedno razmišljamo, a se nam zdaj je bil pa sneg, pa mogoče je bolj pametno iti v službo z avtobusom kot z avtom, ker bomo težje našli parking, ker mogoče ni spluženo, ker se želimo izogniti takim in drugačnim zapletom. Že pri tem, kako gremo v službo, razmišljamo večinoma. Je res. Tudi če gremo z vlakom, moramo točno dobro vedeti, da gremo od doma, da bomo na postaji pravočasno, potem pa seveda je odvisno od same sreče, spleta okoliščin, ciganke s kristalno kroglo, kdaj bomo s slovenskimi železnicami dejansko prispeli na cilj. Torej, dragi moji, ta hrček v glavi je čudovito bitje, ki nam lahko pomaga pri tem, da smo zelo precizni, perfekcionistični pri tem, ko oblikujemo tiste stvari, ki so pomembne. Jaz tudi sicer pri perfekcionizmu zelo rada rečem, bodimo totalno 1000% perfekcionist, ko počnemo nekaj, kar je ključnega pomena. Se pravi, če ste kirurg in prisajate srce, ja, valjda, 1000%. Če pa govorimo o nečem malo bolj preprostem, pa ni treba, da smo tako zelo zahtevni in strogi do sebe. Tako da, naj ta hrček, ki melje, dobi neko prekvalifikacijo, drugačen namen, drugačno definicijo, predvsem pa začnite nanj gledati kot na hrčka, ki potrebuje počitek. In še nekaj bom dodala ob koncu, ne glede na to, kdaj spremljate to oddajo, leto 2026 je bilo leto novih začetkov. Ne boste si naredili usluge, če boste temu hrčku preveč časa namenjali. Če bo ta hrček aktiven 24 ur na dan, če bo aktiven ponoči, če bo aktiven v tistih trenutkih, ko nekako laufamo v prazno, bom jaz temu rekla. Naše tovariške nastavitve smo oblikovali kar nekaj let, se pravi način, kako funkcioniramo, razmišljamo, delujemo, se odzivamo in tako naprej, smo oblikovali mi, pa prav nihče drug, kar pomeni, da smo se jih naučili. Mogoče kot posledica nekega odnosa, mogoče kot posledica razočaranja, mogoče smo imeli starše, ki so bili zelo strogi in se je to oblikovalo kot posledica tega odnosa. Nismo pa to mi. In če smo se tega naučili, ko smo bili stari leto, 2, 3, ko še pojma nismo imeli v življenju, ko nismo imeli prava glasanja, bi temu rekli, se pravi, nismo imeli enake pravice oziroma možnosti izbire, kot jo imamo sedaj kot odrasla oseba, pa ni vrag, da se ne boste zdaj naučili tega svojega hrčka delovati drugače. Naučite ga delovati drugače. Hrčki so čudovita bitja, ne glede na to, kakšen rodovnik imajo, koliko so mišičasti. Matej je takole rekel, tudi če so mutirali v morske prašičke in so strašno vzdržljivi, vseeno so učljivi. Torej, dragi moji, obrnite tega hrčka v nekaj bolj konstruktivnega, za vas dobrega, predvsem pa to overthinkanje, ta perfekcionizem uporabite, ko postavljate cilje, ko pišete načrte, kako jih boste dosegali, se pravi pri manifestiranju. Jaz vam želim veliko lepih, kreativnih, veselih trenutkov z vašimi hrčki, pravzaprav ne. A veste kaj? Jaz vašim hrčkom želim čim daljše, lepe, prijetne počitnice, kjer bodo svoje uboge šapice, ki so tako vztrajno in dolgo laufale v tem kolesju vašega uma, spočili.